Pozdravljeni vsi ljubitelji kolesarjenja. Eno zdravo, srečno in uspešno novo leto. Tudi z moje strani v letošnjem letu vse dobro in naj bo vsak dan nasmejan. Danes želim z vami deliti svoje cilje za kolesarsko leto 2024. To ni samo seznam mojih osebnih izzivov, ampak tudi navdih za vas, da si postavite svoje cilje in si naredite eno čudovito leto. Danes se sprehajava v Seči mimo Jernejevega kanala. Zadnje dni smo imeli bolj turobno vreme, danes se je pa celo malo sonček pokazal, tako da imamo prav prijetnih 11 stopinj Celzija. Mislim, da je najpogostejši kolesarski cilj število prevoženih kilometrov. Naprimer, če je nekdo v preteklem letu prevozil 3000 km, si v naslednjem letu takoj zada cilj, da jih bo prevozil 4000. Zdaj jaz zase lahko rečem, da sem jih v zadnjih 2 letih prevozil po dobrih 10 000 in tega cilja ne mislim povečevati. Imam celo občutek, da jih bom naredil kaj manj kot 10 000. Mogoče bi zato postavili drugi cilj, napredovanje pri hitrosti ali pa vzdržljivosti. Določite si cilje, kako bi izboljšali vašo kolesarsko zmogljivost. To lahko vključuje povečanje povprečne hitrosti, mogoče zvišanje kadence ali pa podaljšanje razdalje, ki jo lahko prekolesarite brez počitka. Jaz, kar se tega tiče, je zaenkrat moj cilj samo ta, da spravim to svoje zdravje v red in da spet pridem vsaj v približno tako kolesarsko formo, kakor sem bil lani. Tretji cilj. Če ste že kdaj sodelovali ali pa če še niste sodelovali na kolesarski prireditvi, si lahko za leto 2024 zadate cilj, da se spravite na eno kolesarsko dirko, mogoče kakšen lokalni dogodek, kakšna dobrodelna zadeva, kakorkoli. Pač, saj vemo, obstaja ogromno tekmovalnih in tudi netekmovalnih prireditev, kjer lahko vsak sodeluje. Jaz osebno nisem tak tip. Mene te javne prireditve ne vlečejo, tako da ne pričakujem, da bom v tem letu kakšen tak cilj uresničil, ampak za vas pa mogoče ideja, kaj bi lahko počeli. Četrti cilj. Raziskovanje novih poti. Postavite si cilj za raziskovanje novih kolesarskih poti ali pa novih kolesarskih destinacij. To lahko vključuje vožnjo po neznanih poteh, raziskovanje različnih krajev ali pa sodelovanje na kakšnih izletih v neznano. Jaz gotovo bom ta cilj uresničil. Moj plan je, da bom letos z gorskim kolesom prekolesaril hrvaški del Parencane. Lih tukaj zdaj, kjer sva, imam lep pogled, kjer se ta hrvaška Parencana začne, tam na koncu Sečoveljskih solin. Gre za približno 90 km od Sečovelj do Poreča, za kar bom porabil približno 6 ur in si že zdaj obetam en krasen izlet. Ker je med mojimi gledalci tudi kar nekaj youtuberjev, mislim, da lahko komot damo pod 5. cilj rast in sodelovanje na YouTube kanalu. Postavite si cilje za nadaljno rast in izboljšanje svojega YouTube kanala. Določite število naročnikov, ki ga želite doseči. Postavite strategijo, na kakšen način boste to dosegli. Kakšne vsebine boste objavljali, da boste dosegli novo občinstvo. Aktivno sodelujte s svojimi sledilci, spodbujajte komunikacijo, povabite gledalce k soustvarjanju vaših vsebin. Tukaj lahko pomagate vsi vi z vašimi komentarji, všečki in naročanjem na kanal. To je neodvisno od mene. Jaz si lahko postavim za cilj ne vem kakšne številke, ampak zelo težko je pa to uresničljivo. Trudil se pa bom, da bom še naprej objavljal zanimive videoposnetke. No, pa še en cilj imam za youtuberje. Postavite si cilj, da boste ustvarjali vsebino, ki bo pritegnila potencialne sponzorje. To lahko vključuje preglede izdelkov, vodnike o uporabi kolesarske opreme ali pa kakšne posebne vsebine, ki so prilagojene interesom vaših potencialnih sponzorjev. Če kdo od sponzorjev gleda ta moj video, jaz sem odprt za vse ideje. Ne mislim pa nas lepo hvaliti, karkoli bom dobil, tako da mi pošljete kvalitetno robo. Ok, gremo naprej. 7. cilj je izboljšanje tehnike kolesarjenja.
Delajte na izboljšanju svoje tehnike, lahko si zadate cilje za izboljšanje ravnotežja, za vožnjo v klance, za izboljšanje pri izpustih ali pa se naučite osnov popravil na kolesu. To je zelo široka tema, o tem bi lahko posnel samostojen video, tako da vi samo razmislite o tem, kaj lahko izboljšate pri sebi. Za 8. cilj si postavite redno vzdrževanje vašega kolesa. To vključuje redno čiščenje, preverjanje in mazanje verige, pregled pnevmatik, izvajanje manjših popravil in nastavitev. S tem boste zagotovili optimalno delovanje vašega kolesa. Moje vzdrževanje koles je zelo redno, stanje svoje opreme pa nadziram v Stravi, kjer točno vidim, koliko kilometrov sem že naredil s katero od komponent. Smiselno pa je vzdrževati in posodabljati tudi ostalo opremo, se pravi senzorje, števc, zaščitno opremo in svoja oblačila. Za 9. cilj bom dal povečevanje raznolikosti. Lahko greste iz cestnega na gorsko kolo, mogoče zamenjate teren, kjer boste kolesarili, ali pa mogoče celo spremenite vrsto vadbe. Jaz mislim, da tukaj nimam kaj dodati, saj je to eden glavnih razlogov, zakaj sem si lani kupil gorsko kolo. Pa smo prišli do 10. cilja. Poskusi nekaj novega. Postavite si cilj, da boste v letu 2024 poskusili nekaj povsem drugačnega. To lahko vključuje izvajanje nove športne dejavnosti, odkrivanje novega hobija, sprejemanje novih izzivov, ki bodo obogatili vaše življenje. Nekdo od vas si bo morda kupil nov kolesarski računalnik, nekdo bo prvič v življenju prevozil 100 km. Možnosti je nešteto. Jaz se bom v tem letu preizkusil na trenažerju, kar bo nekaj povsem novega zame. Mimogrede, na tem trenažerju, ki si ga bom sposodil, je montiran verižnik z 10 prestavami, jaz imam pa specialko na 11 prestav. Tako da, če ima slučajno kdo verižnik z razmerjem 11:32 in na 11 prestav, se priporočam bodisi za izposojo ali pa tudi za nakup. To so bili moji cilji za kolesarsko leto 2024. Kaj pa vaši? Na tem kolesarskem potovanju smo skupaj. Želim vam polno izzivov in navdiha. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau. Čau, čau.